Dobrodošli v novi epizodi Sensa podcasta. Danes je z nami psihoterapevt Zmago Švancer-Vrečko. Zmago, dobrodošel. Hvala. Da te na kratko malo predstavim. Ti si zaključil magisterij iz filozofije in iz popolnjevanja iz zakonske in družinske terapije. Zaposlen si kot mlad raziskovalec na Inštitutu Nove revije, si generalni sekretar Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, izvajaš individualno zakonsko in družinsko terapijo, pravkar je izšla tudi tvoja prva znanstvena monografija, čestitke mimogrede. Hvala. Kar je pa za nas danes najbolj relevantno, je pa v bistvu tvoj doktorat, ki ga upravljaš v sklopu doktorskega študija zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti, in sicer iz enega zelo zanimivega in pomembnega področja duhovnih zlorab. In to je tema, o kateri bova danes govorila. Hvala, ker si pripravljen spregovoriti o tej temi, ki je v naši družbi, mislim, da bolj prisotna, kot si upamo priznati. Pa nam lahko razložiš, zakaj si se odločil za to temo, zakaj ti je bila vredna, da jo podrobno raziščeš. Ja. Recimo, kakšnih 10 let nazaj sem kot mlad najstnik hotel postati bolj samozavesten. Sem šel raziskovati, kako si lahko izboljšam samozavest, potem sem tudi nekako zaplaval različne duhovne vode. In sem ugotovil, da enostavno sem se včasih mogoče malo slabše počutil v kakšnih duhovnih krogih. In sem začel razmišljati, a je to okej, oziroma sprva sem se obremenjeval, kaj počnem narobe, zato ker recimo jaz bi moral biti srečnejši, če sem v določenih duhovnih skupnostih, tako kot so ti ljudje tam srečnejši, recimo, na videz vsaj. Ampak jaz sem se pa mogoče čedalje slabše počutil, a ne? In sem se res začel spraševati, kaj počnem narobe ali kaj narobe s temi nauki oziroma s temi skupnostmi, oziroma načinom, kako so recimo predstavljene določene stvari. In meni osebno je drugače recimo tematika duhovnosti, ker sem itak študiral filozofijo, a ne. Mi je zelo blizu, tudi to potem na nek način vidim ogromno enih stvari, tudi, ki jih uporablja sodobna psihoterapija, ki so recimo določeni nauki, ki so obstajali že več tisoč let, ali v filozofiji, ali v religiji, recimo kako lahko človek postane boljši, oziroma kako lahko pridem do večjega notranjega miru. A ne, to se človek sprašuje že več tisočletij. No, in jaz pa nisem prišel do tega takrat, ne, in sem se potem začel spraševati, kaj se dogaja, in sem začel tudi bolj študirati določene stvari, se bolj poglabljati v literaturo, ki mogoče obravnava določene duhovna izkustva oziroma duhovne skupnosti z bolj kritičnega vidika, oziroma ti predstavi neko drugo podobo o tem, kaj se lahko dogaja tukaj in kako lahko ti to doživljaš. In mogoče ni nič narobe s tabo, ampak je mogoče bolj narobe to, kako so ti nauki predstavljeni. Ali pa kakšen je duhovni vodja, recimo. In zdaj se že nekako me ta tematika vedno spremljala in potem sem se spraševal, s čim bi se jaz ukvarjal na doktoratu. In sem res ugotovil, to me res zelo zanima. Še vedno zato, ker je ogromno ljudi, ki so v različnih duhovnih skupnostih ali pa imajo tudi v družini določene stvari, ki so povezane s kakšno religijo, z ekstremno religijo, z ekstremnim predstavljanjem naukov, z ekstremnimi vsiljevanji določenih prepričanj, ki imajo povezavo z duhovnostjo, z vero, z Bogom. In ljudje, ki mogoče odraščajo v teh družinah, so čedalje mogoče nesrečnejši in ne bolj srečni. Čeprav mogoče starši želijo, to je dobro zate.
pa čutiš, da mogoče ni vse tako okej, kot je predstavljeno, da bi moralo biti. In ja, zdaj se nekako vse s tem ukvarjam na doktoratu, hkrati pa izvajam tudi seveda terapije z drugimi ljudmi, ki niso bili duhovno zlorabljeni, pač in posamezniki, pari, družinami. Ampak je pa to neka tema, ki me zelo zanima, tako osebno tudi mogoče. Kakšna pa bi rekel, da je neka splošna informiranost ljudi glede duhovnih zlorab? A se sploh zavedamo, kaj vse spada pod ta pojem? Mogoče prva asociacija, ko ljudje slišijo duhovna zloraba, pomislijo mogoče na spolne zlorabe v cerkvi, o tem se zdaj vedno več govori, res pa je, da desetletja ali koliko nazaj se tudi o tem ni govorilo, oziroma je bilo to nekako tabu, duhovniki so bili nekoč še nedotakljivi, ampak danes je duhovnost veliko bolj širša kot samo religija. Mogoče govoriva tudi o izrazu New Age duhovnost, ki se največ uporablja. Kakšne vrste vse duhovnih zlorab se dogaja? Okay. Ja, skratka, rad bi povedal to, da pojem duhovne zlorabe je novejši in tudi obravnava se na znanstveni ravni. Zato je ogromno raziskovalcev, ki se ukvarjajo točno s to tematiko in tudi poskuša recimo definirati, kaj pomeni duhovna zloraba. Recimo ena taka znana avtorica in profesorica psihologije je Lisa Oakley, ki duhovno zlorabo definira kot obliko čustvene in psihološke zlorabe in ni nujno, da gre za spolno zlorabo znotraj nekega religioznega okvira, ampak lahko pa tudi gre za spolno zlorabo. In ona definira to kot nekako sistematični vzorec prisilnega, nadzorujočega vedenja v religioznem okviru. In duhovna zloraba zelo škodljivo vpliva na ljudi, ki jo doživijo, vključuje lahko manipulacijo, izkoriščanje žrtve, torej da žrtev prisiljeno prevzema nekako odgovornost za različne stvari, je cenzurirana pri sprejemanju odločitev, torej nadzoruje se jo, katera odločitev je zanjo v redu, katera odločitev ni zanjo v redu, je dostikrat primorana biti tiho ali pa skrivnostna, to, kar se dogaja v teh skupnostih, ostane tukaj. Podobno mogoče kot to, kar se dogaja v naši družini, ostane tukaj. Ne smemo povedati sosedom, kaj se dogaja tukaj, čeprav mogoče slišijo nasilje, ki se dogaja v hiši, ampak noben ne govori o tem. Potem žrtev duhovne zlorabe se mora tudi prilagajati skupnosti. Uporablja se nadzor lahko z uporabo svetih besedil, svetih naukov, recimo nekih tradicionalnih učenj in se vzame določene citate. To se zelo dogaja v krščanskih krogih, recimo, da se potem sklicuje samo na en vers iz Biblije, kjer recimo piše približno ženske morajo ubogati svoje može. In potem se zelo sklicuje samo na to in kot ženska se ne smeš upreti recimo moškemu, možu, zato ker enostavno Biblija pravi, da se ne smeš. Bog pravi, da se ne smeš upreti, in ti ne smeš ugovarjati Bogu. Recimo, to je taka zelo močna stvar pri duhovni zlorabi. Moraš biti skratka tudi podrejen skupnosti oziroma ali voditelju. In pa specifična stvar, ki je pri duhovni zlorabi, je ravno ta, da dostikrat ta nek vodja pravi, da govori v imenu Boga ali pa ima božanske lastnosti, ima večje duhovne lastnosti kot ti. Zato mu moraš biti ti podrejen oziroma slediti njegovim naukom, samo zato, da boš ti tudi mogoče dosegel neko razsvetljenje, dosegel večji mir, večjo srečo in postal podoben njemu. Ampak se dostikrat to ne zgodi, zato ker če je nek vodja kakšne duhovne skupnosti še tudi malo narcisoiden, ne bo dovolil zares, da je kdo drugi na enaki ravni kot je on, kar je problematično. In mogoče je podobno lahko v družini, kot otroci potem je lahko kdaj zelo problematično, če starši želijo, da se naučimo nekaj stvari, potem pa mogoče kdaj smo enaki staršem ali pa jih celo prekašamo v določenih stvarih. In se včasih mogoče starši tudi počutijo ogroženo,
zdaj pa on je boljši, ali pa tudi, če se starajo, zdaj pa on kar naenkrat je poln življenja, jaz pa ne morem več, ne? In podobno je mogoče v duhovnih skupnostih, če vodja začuti, da mogoče bi lahko nekdo stopil na njegovo mesto, kar je strašljivo zanj, ker ne sme izgubiti moči ali pa nadrejenega položaja, recimo. To, potem pa še v duhovne skupnosti tudi dostikrat strašijo z izločitvijo, če se boš upiral, te bomo izločili iz te skupine. In je tebe zelo strah, ne moreš kar iti v stran, zato ker imaš mogoče tam not vse svoje prijatelje, več let si že tam, imaš mogoče tudi družino tam, lahko te groza, da bi kar naenkrat moral zapustiti in biti sam. A ne? Mogoče podobno je v partnerskih odnosih, kjer si lahko zelo odvisen od nekega partnerja in veš, da trpiš, ampak če pa si brez njega, pa bo trpljenje še hujše. Teda, katero trpljenje je manjše, ne? Tu se vprašamo to. Gre pa dostikrat tudi še za elitizem, skratka, da duhovna skupnost poudarja, da je ona enostavno najboljša, da ve resnico tega sveta, da pozna modrost in da lahko samo z njeno pomočjo človek doživi razsvetljenje ali pa najde Boga, pride do višjih stanj zavesti in nekako tako. Recimo, obstajajo pa še druge definicije, pa duhovna zloraba je zelo težek pojem, tak za opredeliti. Bi pa še na tej točki rad povedal nekaj, da dosti ljudi pravi, da duhovna zloraba je mogoče celo najhujša oblika zlorabe. Zakaj? Zato, ker recimo, če si ti zlorabljen v družini, ali pa če si ti zlorabljen v partnerskem odnosu, ali pa na delovnem mestu, kjerkoli že, še vedno kot človek nekako lahko ti ostane neka presežna raven, neka duhovna raven, neka raven, kjer lahko vseeno doživiš en mir, ne, v sebi. Če pa je še ta notranja raven, ta duhovna presežna raven, če je še to zlorabljeno, če ti mogoče nekdo nenehno govori, to, kako ti doživljaš ta mir in mogoče notranje izkustvo Boga in svojo intuicijo in kako hočeš doživeti to notranjo ljubezen, to ni dober način. To je slab način. Ti moraš zanikati sebe, lahko samo na naš način prideš do nekega miru in do neke sreče. Bolj si lahko čisto razklan. Teda to, To. In samo še to, mogoče potem dostikrat zato, ker so vse ravni zlorabljene, lahko človek potem stori tudi samomor. In to se dostikrat dogaja. Zato, ker enostavno nimaš več nobenega temelja, na katerega bi se lahko oprl in našel določeno srečo in zadovoljstvo in mir. Ker so vse ravni zlorabljene. Ne moreš se obrniti družini, ne moreš se obrniti partnerju, ne moreš se obrniti niti na duhovno raven, zato ker to ni v redu. Če pa se obrneš na duhovno skupnost, tam pa tudi ogromno trpljenja doživljaš. In ne zaupaš mogoče niti terapevtu, ne zaupaš zdravnikom, ne zaupaš znanosti, nič ti ne preostane, samo ful pa trpiš, ne. In včasih res ljudje naredijo samomor, ker nemajo nobene druge izbire več, kot da se rešijo trpljenja na tak način. Tako da to. Zakaj pa misliš, da pride do zlorab v duhovnosti precej pogosto? A je to ta moč, ki jo človek dobi, se pravi ta, ki je neka duhovna avtoriteta, ki jo dobi s tem, ko ga ljudje spremljajo, upoštevajo, tudi plačujejo, ne nazadnje. Se pravi ta nek močen vpliv, ki ga ima ta človek na ljudi, kaj misliš, da ga enostavno toliko omami kot neka droga, da izgubi racionalno presojo, kaj počne, ali kaj misliš, da se dogaja? Ja, tu je definitivno ta lahko psihološki dejavnik, če ima nekdo neko avtoriteto, neko moč, da seveda je to zelo zasvoljivo, ne? Ker so ti drugi ljudje kar naenkrat mogoče podrejeni. Recimo, če samo omenim, ogromno obstaja teh tudi eksperimentov, ki so zdaj ilegalni, ampak so jih recimo v prejšnjem stoletju počeli znanstveniki. In en tak eksperiment je stanfordski zaporniški eksperiment, kjer recimo so študentje za nekaj dni bili v zaporu
in so potem eni naključno postali pazniki, drugi pa so bili zaporniki. A ne? In potem ti pazniki so se kar naenkrat sami od sebe začeli zelo kruto vesti. Ravno zato, ker so imeli to občutek avtoritete in moči. In so morali eksperiment dejansko predčasno prekiniti, zato ker je šlo vse ni bilo več nobenega nadzora. In meni se zdi, da eni ljudje danes doživijo določena duhovna izkustva, ali pa mislijo, da jih doživijo, ker ne zanikam tega, da mogoče lahko nekdo doživi neko presežno raven, zato ker o tem govorijo tudi mistiki, duhovna tradicija, filozofija že tisočletja. Ne? To je nekaj naravnega lahko človeku. Ampak, če to doživi, potem mogoče si misli, da lahko kar naenkrat začnejo o teh stvari govoriti, ljudje ga začnejo poslušati, ima množico in to je definitivno zasvoljivo, ampak ni pa nujno, da bo ta oseba znala tudi dobro učiti te stvari in da bo sočutna in prijazna do drugih ljudi. Ne? To je zelo pomembno razumeti. Da samo zato, če ima nek človek neko duhovno izkustvo in če se mu jaz približam in če mi on to govori in potem jaz tudi nekaj začutim ob tem človeku, neko to res tudi nekaj presežnega mogoče, to še ne pomeni, da je ta oseba v redu zame oziroma dobra učiteljica oziroma učitelj zame. To samo pomeni, da sem jaz nekaj začutil ob tej osebi in da ima ta oseba neko zmožnost doživljanja nečesa višjega, kar mene zelo pritegne. Ampak to pa nima opravka s tem, ali je ta oseba tudi sočutna, ali je ta oseba zna dobro učiti te stvari. To, recimo, je taka zelo pomembna raven. Pa mogoče samo še to, hitro mogoče pomislimo, da pri duhovni zlorabi, ne vem, ko se pogovarjam z ljudmi, recimo, hitro pomislijo, to pa je, ko nek guru posiljuje svoje pripadnice. Ampak pri duhovni zlorabi je tako, da v enakem številu povzročajo duhovno zlorabo tako ženske kot moški. Zdaj, če pa gre za spolno zlorabo znotraj duhovnih krogov, pa večinoma to počnejo moški. Ampak duhovna zloraba ni nujno spolna zloraba, gre za čustveno manipulacijo znotraj duhovne skupnosti z duhovnimi sredstvi. Ja, zdaj recimo nedavno ena izmed akterk iz slovenske zloglasne sekte Happy bila obsojena na 3 leta zapora, mislim da. Ampak v tej zgodbi je prišlo do sodbe, ker je bilo v igri, so bile velike količine denarja, ne. Se pravi, šlo za finančno zlorabo. Verjetno še kaj drugega, ampak tako, kot si zdaj rekel, pogosto so pa v ozadju čustvene pa psihične zlorabe, pa niso nujno finančne tako velike, ne. Zdaj, v teh primerih je pa to zelo težko dokazljivo. A misliš, da bomo šli kdaj, da bomo prišli do te točke, da bojo lahko tudi čustvene pa psihične zlorabe bile obsojene, a ima mogoče kakšna država to že kaj bolj urejen kot mi, ali je to enostavno nemogoče? Ja, to je tako res pomembno vprašanje. Koliko sem študiral, ima samo Anglija pa Wales imata zdaj zakonodajo, kjer gre za kaznivo dejanje, če govorimo o prisilnem nadzoru oziroma coercive control. In to pomeni, da lahko gre tudi, mislim, da lahko gre samo za psihološko zlorabo, za čustveno zlorabo in ne rabi biti fizične zlorabe. Ta zakon je začel veljati leta 2015, tako da tudi tam je komaj, mislim, ni tako dolgo časa, ne. Ampak drugje pa, koliko je meni znano, vsaj še ni tega, da bi lahko res kot kaznivo dejanje dojeli oziroma razumeli, da lahko obstaja psihološka manipulacija tudi tako zelo močna stvar. Ker tukaj bi rad povedal to, da se moramo zavedati, tudi mogoče, ko govorimo o duhovnih zlorabah, ali pa tudi o spolnih zlorabah, a ne? Da hitro ljudje pomislijo, sej, kaj pa si rinila noter? Sej si sama kriva, kaj pa si šla v to not, sej si vedela, da se lahko nekaj čudnega zgodi, a ne?
Ali pa kaj pa si bila s tem partnerjem? Saj si videla, da je malo poseben, pa da je imel ful punc, pa da verjetno bo tudi, pa da je imel pretepaško zgodovino in da bo tudi verjetno lahko tebe pretepel, ampak ti si verjela, da ne, to pa se s tabo ne bo zgodilo. Ne, s tabo pa bo on dober. A ne. No in hitro se potem obtoži žrtve in mislim, da v Sloveniji se to rado dogaja, da se hitro pove, ja, žrtev je kriva, ker je sama rinila noter. In tukaj je zelo, zelo pomembno razumeti ravno te psihološke dejavnike in dejavnike manipulacije. Recimo, en tak eksperiment je tudi Milgramov eksperiment, kjer je dejansko šlo za to, da so izbrali določene udeležence, ki so hoteli sodelovati v raziskavi, in tam je bil en znanstvenik kot avtoriteta. In ti udeleženci so morali poslušati, mislim, bilo jim je rečeno, da poslušajo druge udeležence, ki si morajo zapomniti določene stvari. In če si ne zapomnijo, potem ti prvi udeleženci jih morajo kaznovati z električnim šokom. Ampak niso videli teh drugih udeležencev. In ti drugi udeleženci, ko so si morali zapomniti stvari, so bili igralci. Niso bili pravi udeleženci. Igralci so bili, ki so se pretvarjali, da si ne zapomnijo stvari, in ko so ti prvi udeleženci morali jih stresati, torej, ki so bili resnični udeleženci, je potem šlo tako, da če si nisi zapomnil, je vedno bil malo močnejši elektrošok. In ti drugi udeleženci, ki so dejansko bili igralci, so če dalje več kričali, so prosili, spustite me ven, iz te raziskave ne morem več, preveč hudi elektrošoki so. Ampak ti pravi udeleženci, ko so jih morali stresati, so dejansko imeli pomisleke, pač človek trpi, ne morem ga več stresati, ampak ker je bil pa poleg znanstvenik kot avtoriteta, pa jim je rekel, glejte, odločili ste se sodelovati v raziskavi, vse je okej, jaz prejemam odgovornost, vi ne rabite imeti nobene odgovornosti, jaz sem odgovoren za raziskavo, dajte nadaljevati z elektrošoki. In potem se je tako močno stopnjevalo, da veliko število ljudi je prišlo dejansko do konca ali pa skoraj do konca, ker je že smrtno nevarno. In na koncu je bilo tudi tako, da tisti udeleženec, ki je zelo kričal, je bil čist tiho. Tako da je dejansko bil tak šok za te prave udeležence, ker so mislili, da so ga ubili. Ampak večina ljudi je to nadaljevala in prišla do konca. In na tak način so potem dokazali v tej raziskavi, ki bi bila danes prepovedana, da je lahko ogromno ljudi, ki se imajo za moralne akterje, za pač avtonomne, za to, da če pa bi jaz bil tukaj, pa ne bi tega naredil, da če smo pod vplivom neke avtoritete, ki ti nekaj reče, da to moraš narediti, da hitro zgubiš ta občutek avtonomnosti, svobode, ampak samo slediš neki avtoriteti. In recimo to je zelo pomembno za duhovno zlorabo, za razumevanje duhovne zlorabe. Ker če sem jaz v neki skupnosti, ker so vsi ljudje okrog mene srečni in zadovoljni, recimo, ali pa se vsaj pretvarjajo, da so, ali pa mislijo, da so, pa v bistvu niso. In kjer je nek vodja in ima določeno avtoriteto, kjer gre za tako zelo fajn okolje, da je meni zelo težko iti proti temu okolju. In če mi tudi vodja ali pa voditeljica reče, da moram nekaj narediti, da mi je zelo težko reči ne. Čeprav čutim, da bi zelo rad rekel ne, ampak enostavno je tako močan pritisk, da lahko zamrznem in rečem sam in naredim te stvari. In mogoče gre podobno tudi pri spolnih zlorabah, da če recimo obstaja kak mogoče res guru, ali pa duhovnik, ki pač ti reče, če hočeš doživeti razsvetljenje ali pa če hočeš spoznati Boga, to lahko doživiš sam prek mene. Zato ker, če hočeš res premagati svoj ego, moraš se sprostiti in samo zaupati. In potem in jaz ni tako da avtoriteta, se vidiš, koliko dosti ljudi mi zaupa. A ti pa mi nočeš? A si boljša? A imaš tak velik ego? A si tak sebična?
in ne razumeš duhovnih krogov in duhovnih modrosti. No in potem dostikrat ljudje zares rečejo, ok, čeprav se ne strinjajo, ampak ali pa se mogoče mislijo, da bi bilo to nekaj dobrega in potem so zelo obžalujejo te stvari in se počutijo gnusno in krivo in osramočeno, ker so šli v to, ampak enostavno niso zmogli reči ne. In tu gre za zelo pomemben vidik duhovne zlorabe, ravno s to psihološko manipulacijo. Ja. Zato je zelo prehitro, če rečemo, ja, saj si sama kriva. Zato, ker ljudje dejansko ne zmorejo včasih reči ne, ker so ti vidiki nadzora in prisile tako močni. Ja, se pravi v tem kontekstu, ko poznamo ta rek, samo da pomeni da, v smislu spolnih zlorab, tudi pol ne drži v resnici, ne, če si ti v odnosu z nekom, ki ima nad tabo premoč. In to, kar si zdaj govoril, ne, če greš raziskovati in vse bolj slavne guruje, ogromno jih je obletenih v spolne zlorabe, res. Pa ne bom zdaj, ker nisem si dala naštela imen, ma jih je res. To lahko vsak pogugla, 1 minuta. Tega se res veliko dogaja, no. Prih to, kar si zdaj razlagal, ne, da verjetno res zlorabiš ta preko mene, ne. Jaz sem tist, ki lahko nekoga do višjega stanja zavesti pripelje. Ampak že kako se ti zdi, že sam dojemanje duhovnosti na ta način, da ti v bistvu rabiš nekega vodnika, da ti rabiš neko bližnico, oziroma da je nekdo bolj duhovno razvit, če hočeš tudi ti postati duhoven, da rabiš nekoga, ne vem. Ja. Zdaj tu bi rekel, da je tudi mogoče ta en vidik pri ljudeh, da če smo ranljivi, če smo ranjeni, če trpimo, da si želimo, da bi nam drugi pomagal pri premagovanju tega našega trpljenja. Saj to je že kot otroci, ne. Jaz potrebujem starša, da bi me potolažil, da bi poskrbel zame, da bi me pomiril, recimo. To je lahko za otroka že neko razsvetljenje manjše, ne. Sam, da sem v redu, da se moje telo organsko umiri, če doživljam preveč tesnobe, preveč nemira, preveč jeze, frustracije, agresije in tako naprej. In mogoče se to potem, če nismo kdaj dobili dovolj tega v otroški dobi, je zelo težko imeti to neko samo čustveno regulacijo, zato ker mi se ogromno te čustvene regulacije naučimo s tem, kako nas znajo tudi starši umiriti, ne. Otrok prevzema pol ta vzorec, če me zna moj oče ali pa moja mama umiriti, pol se naučim, kako tudi znam sebe malo bolj pomiriti. Če pa tega ne dobim, potem pa iščem to, ali iščem to v partnerskih odnosih, ali iščem to v nekih kultih oziroma duhovnih skupnostih. Ampak ker sem tako navajen mogoče na ene odnose, v katerih nikoli nisem doživel neke pomiritve, potem mogoče ponovno se znajdem, oziroma me na nezavedni ravni, me na telesni ravni to privlači, a ne. Neke tako okolje, kjer bo spet nek adrenalin, kjer bo spet neko okolje, ki me ne bo pomirilo. In ja, potem se mogoče kdaj ljudje znajdejo v kakšnih zlorabljajočih duhovnih odnosih ali pa partnerskih odnosih, kjer konstantno želiš, da bi te nekdo sprejel, da ti imel rad, da bi ti pokazal način do razsvetljenja, način do notranjega miru, način do tega, da bi bil srečnejši, pa se to kar ne zgodi in kar vztrajamo v tem, ker je nam to tako zelo domače. Recimo. Ampak je pa tudi, mislim, to je en vidik, drugo pa je tudi mogoče, da enostavno kdaj se znajdejo kakšni posamezniki v teh takih bolj elitnih skupnostih, ki so mogoče manj samozavestni, recimo, ki itak so ranjeni, ki trpijo, ki se ne znajdejo v življenju in potem želiš samo, da ti nekdo pomaga, ne, da imaš neko skupnost, da imaš neke prijatelje, da imaš neko, ja, mogoče res kakšnega starša, ki ga nisi prej imel, samo da si imaš občutek, da si v redu, ampak lahko pa je tudi malo narcisoidno za same ljudi, a ne, zato ker ti se znajdeš v okolju, ki pravi, da mi pa smo najboljši,
In je to zelo tak dober občutek. Mi pa poznamo modrost tega sveta in noben drug je ne pozna. Wow. A ni to zakon? Kako cool. In jaz sem tukaj. Kakšno srečo imam jaz. To je ful dobro. Ja, se smejem, ker mi je znano. Se pravi, ta hrepenenje potem, da najdeš nekoga, ki je razsvetljen, da najdeš nekoga, ki ima vse odgovore za tebe, je v nekem kontekstu v bistvu pol otroško vedenje. Bi pol rekel, da, kakor si že zdaj tudi malo nakazal, ne, iz kakšnih okolij pol izhajajo ti ljudje, ki so nagnjeni k duhovni zlorabi, zakaj predamo so svojo moč nekomu drugmu. So to pol ljudje, ki so bili nekako kronično nemočni že v otroštvu, niso bili slišani, niso bili upoštevani in se pol nekako naučijo, da potrebujejo nekoga, ki jih bo tudi spet ves čas jim dajo neka navodila, pa jih omejeval, kakor si bil mogoče navajen v otroštvu in da enostavno rabiš to, da ti nekdo da taka, mogoče neka rigidna pravila, ki so pogosto tudi značilna za neke kulte. Bi se strinjal s tem? Ja, veš, tukaj je tudi dostikrat to, da res hrepenimo mogoče v nekih teh odnosih, pa lahko tudi v takih partnerskih odnosih, kjer ima res partner zelo močno avtoriteto nad nami, a ne? Da si želimo, da bi nas ta oseba ali pa ta skupnost, ta guru, ta duhovnik odrešil in ostajamo nenehno potem mogoče v vlogi, neki infantilni oziroma otroški vlogi, a ne? Ker nam daje lahko ta oseba navodila, kako živeti, ker to, kako mi živimo, ni primerno. Ampak bistvo nekih zrelih odnosov, tudi mogoče v družini, je to, da te starši naučijo, kako na eni točki potem prevzeti odgovornost za svoje življenje, pa postati samostojen, pa odrasel, pa začeti živeti življenje tako v skladu z nekimi svojimi, mogoče tudi prepričanji, in to ne rabijo biti nujno prepričanja staršev. Ampak v duhovni skupnosti, kjer pa je mogoče nek glavni vodja, pa vsi sledijo njemu, pa se to enostavno ne more zgoditi. Tudi mogoče, če čutimo mi, da mogoče ni, da bi želeli mogoče malo po svoje, a ne? Je to hitro prepovedano. Ne moreš po svoje. Moraš tako, kot bi mi rečemo, ker je to dobro. A ne? In potem si čist lahko notranje razklan. Ker gre potem mogoče lahko ravno za to dvojnost, kaj ti čutiš v sebi, kaj ti pravi intuicija, mogoče, če imaš določene dvome, da to okolje ni najbolj primerno ali pa da bi rad nekaj naredil po svoje. In pa med razklanci tudi med tem, kaj pa ti pravijo drugi, da bi bilo dobro zate. Ne? In je zelo težko potem na tak način živeti in biti sproščen in biti miren, ker ne slediš sebi. In mogoče, če kdaj ti ljudje tudi omenijo, jaz pa razmišljam, da bi mogoče to naredil tako po svoje, ali pa da lahko malo razmislimo o tem nauku, ali lahko mogoče naredimo neke stvari drugače. Je to lahko zelo dostikrat utišano. Ne moreš, ti si neumen. Ti si neumna. In bolj te mogoče celo izpostavijo, kako si neumna, kako razmišljaš, kako si sebična, da se mi tako trudimo zate. Ti pa hočeš narediti vse po svoje, sebična, egoistična, egocentrična, narcisoidna, sram te bodi, toliko se trudimo, ti pa tega ne ceniš, ne vidiš nas. Razgradi ta ego. Razgradi ta ego. Res, ego je problem. In podobno je lahko mogoče tudi v družinskih odnosih, a ne? S kakšnimi starši, koliko smo naredili zate in ti tega ne vidiš in ne ceniš. Kako si sebična. A ne? Zelo podobno. A pa tudi mogoče v partnerskih odnosih. Vse sem naredil zate in ti tega ne ceniš. Ali pa obratno. A ne? Ja, in potem se zelo ujeto lahko počutimo. In krivo tudi, ne? In damo nase krivdo. Jaz sem slab, ker mogoče pa res ne cenim. In zato mogoče se potem dosti ljudi začne samo obtoževati.
jaz sem slab, jaz sem egoističen, jaz sem egocentričen, res, a ne vidim vsega, kaj so mi lepega naredili, a ne. Jaz vidim samo tako sebično stvari. In pol ostajamo, ampak če dalje bolj mogoče trpimo v teh stvarih. Že prej si omenil malo narcizem v kontekstu duhovnosti, pa sem našla tudi neke raziskave, ki kažejo, da je med duhovnostjo in narcizmom pogosto lahko tanka meja, ker gre za nek vzvišen pogled, občutek več vrednosti, duhovne superiornosti, vere v to, da imaš večje sposobnosti kot drugi, da vse veš, da poseduješ odgovore na vse. In tudi, če si pogledamo recimo značilnosti narcistične osebnosti, pa ne vem, sem šla gledati po knjigi Obkroženi z narcisi, Thomas Erikson, lahko praktično vse lastnosti narcizma jaz osebno povežem z recimo svojo lastno izkušnjo duhovne zlorabe in nekega lika duhovne avtoritete, kakor recimo, ne vem, napihnjena samopodoba, izjemna osredotočenost nase. Oseba ima občutek, da je nekaj posebnega in edinstvenega. Oseba misli, da pravila zanjo ne veljajo. Pa izjemna občutljivost na kritiko, nenehno zahtevanje priznanja. Se pravi, to so vse lastnosti narcistične osebnosti, ki jih jaz lahko tudi povežem, se pravi, za nekimi duhovnimi liki. Kako pa ti povezuješ narcistične motnje z duhovnostjo? Ja, vse te stvari, ki si zdaj povedala, lahko definitivno so lastnosti kakšnih narcisoidnih posameznikov, duhovnih vodij oziroma voditeljic. In ja, problem je dostikrat ta nesposobnost samorefleksijo oziroma videti, da lahko tudi delam jaz napako, da jaz tudi lahko delam kaj narobe, in da jaz tudi lahko spremenim mogoče svoje vedenje in svoje učenje, da se bodo mogoče moji učenci v tej duhovni skupnosti počutili boljše, recimo. Bi pa rekel tudi še eno stvar, da je če sem zdaj kot terapeut, če poskušam razumeti tudi te duhovne voditelje, da je včasih zelo to taka odgovorno početje oziroma zelo utesnjeno in ujeto tudi za njih, ker ti učiš skupnost, ti imaš to duhovne uvide, od tebe so vsi odvisni in to, kar gre skozi tebe, to, kar ti poveš, je sveto. In ne smeš dvomiti niti v to, zato ker mogoče si ti tak prepričan v to vse, a pa že mogoče malo dvomiš, si tako, ja pa ne morem niti pokazati, da bi dvomil ali dvomila, zato ker bi se potem lahko vse skupaj razsulo. Ker bi kar naenkrat ogromno ljudi, ki so popolnoma odvisni od mene, bili prestrašeni, kaj pa zdaj pa še jaz dvomim. Zdaj pa ni več nekaj temelja, na katerega se lahko naslonimo, Ampak dostikrat niso niti ti vodje sposobni zares na tak način razmišljati. Verjamem pa, da je lahko to zelo velika odgovornost za marsikoga, recimo, ki je glavni. Recimo, da bi to tako povedal. Se pravi, da meniš, da se te duhovne avtoritete, ki zlorabljajo ranljive, nemočne ljudi za zadovoljevanje svojih potreb, da se enostavno tega ne zavedajo, da v bistvu pa tako, kot sva zdaj tudi omenjala narcise, tudi narcisi nimajo ponovno tega samozavedanja, nimajo tega stika s sabo ali pa svojim nezavednim in dejansko oni so 100% prepričani, da delajo dobro, bi v bistvu dali po moje roko v ogenj, da pomagajo ljudem in da res ni tudi kančka, ne vem, tega zavedanja. In to je ta veliki problem verjetno. Ja, pa veš, to je duhovnost, Zato ne bo če se zdaj pogovarjamo o zakonu o psihoterapiji, ki mora biti sprejet, jaz zelo zagovarjam to, da mora biti sprejet, nikoli ne bo mogel biti sprejet zakon o duhovnosti. Zakaj? Zato, ker vsak lahko reče, da ima neko svojo duhovnost. Ker toliko te ljudi, toliko je lahko duhovnih vidikov in duhovnih pogledov. In
In enostavno je lahko ena oseba zelo prepričana, da to, kar počne in da to, kakšne te duhovne uvide ima, duhovna izkustva, da to je res, a ne. In da če je to prebrala v svetih tekstih, da na tak način to mora biti. In si 100% prepričan, da to mora biti prav. In, a veš, potem kot duhovni učitelj jaz tebe učim, kako moraš delovati in biti in živeti, ker res 100% prepričam, da je to najboljše zate. In je to zelo problematično, zato ker pri duhovnosti ravno gre za to vero, a ne. In v zgodovini človeštva je bilo zaradi ekstremnih duhovnih prepričanj narejeno tudi veliko slabega. In so bile vojne, in so zelo, zelo hude stvari v imenu vere, v imenu religije. Zato, ker si prepričan, da to, kar ti počneš, je dobro. Zato, ker to Bog hoče. Še dan danes obstajajo, recimo, teroristični napadi v imenu religije ali pa kaj podobnega, ne. In ja, je to definitivno lahko problematično, ampak jaz tega ne bom videl, zato ker mogoče bi v medicinskih krogih lahko to kdo označil za blodnjo, a ne. Tako sem prepričan v neko prepričanje, ki je zame zelo realno, ampak v bistvu pa je blodnja za druge ljudi, a ne. In tu se pa že lahko tudi hitro gibljemo na mejnem področju, ker veš, v teh duhovnih krogih je tudi lahko dosti enih duševnih motenj, a ne. Ja. Ali so ljudje, ki imajo kakšne simptome obsesivno-kompulzivne motnje, ali so to ljudje, ki imajo določena psihotična obolenja, recimo itak dosti tesnobe, anoreksije. Ja, in to se vse potem zakrije v duhovnost. Da je to dobro. Ja. Recimo, ja. Ne, hotela sem sam nadaljevati, ne, da se mi zdi res ogromna težava, da veliko ljudi z nerazrešenimi podzavestnimi travmami zbeži v duhovnost, ne, na enak način, ko mogoče nekdo drug gre v neke substance, nekdo gre mogoče v nek ekstremen šport, nekdo gre v ekstremno delo. Zdaj s tem, da duhovnost je zelo priročna, se mi zdi glede tega, da skozi duhovne prakse se lahko dobro odrežemo od telesa, v katerem pa se nahajajo neprijetni občutki, travme, spomini na težko preteklost, tudi ne nazadnje dediščina prednikov, vse je nekako to v telesu in ti, če zbežiš v neke višje sfere, v neko konstantno meditacijo, ti to lahko omogoči, da ne rabiš čutiti te surove realnosti, v kateri v resnici živiš. Seveda to na dolgi rok ponavadi ne gre. Koliko problematično se ti zdi, da v duhovnosti iščejo uteho ljudje, ki bi mogoče potrebovali zelo prizemljeno se lotiti reševanja svojih težav, ne? Zelo neke praktične rešitve iskati in ne mogoče neke energetske ali pa duhovne. Ja, to je tako zelo, je zelo pomembno vprašanje. Zdaj, res je dejstvo, da mogoče, če gre za duhovnost, mislim, mi tako lahko hitro govorimo o eni presežni ravni in o eni transcendentalni ravni in o eni absolutni ravni in ti ne moreš razumeti. Jaz pač tudi, če se ne ukvarjam s svojo družino, če ne poskrbim za svojo družino in za svojo ženo in za svoje otroke, pač jaz sem na višji stopnji zavesti. In se je to dogajalo, a veš, to ni tako malo za hec, to Buda je recimo opustil svojo družino in šel na duhovno pot. Jezus je bil tesar in je pustil svojo delavnico in začel učiti. A veš, to ni tako, ampak to je zelo nevarno, da se mi imamo potem za nekega, ki je mogoče izjemno nevarno od teh stvari govoriti. Hočem biti spoštljiv do tega, hočem biti ponižen, ampak
Moje osebno mnenje je, da moraš res, če se hočeš ukvarjati z duhovnostjo, da je treba tudi poskrbeti za stvari v življenju in v tem realnem, materialnem svetu, recimo. Da ne moremo samo bežati v stvari, zato ker to je enako res zasvojenost. Jaz sem lahko zasvojen športom, tako kot si povedala, še s kakšnimi substancami in tako naprej, ali pa z duhovnostjo, z religijo in bežim pred realnim svetom in bežim mogoče tudi, tako kot si rekla, pred svojimi lastnimi občutki v telesu. Sploh, če gre za tako duhovnost, ki mogoče tega vidika ne dojema kot pomembnega. Ampak meni se zdi, da je naše telo izjemno pomembno da sicer nočem zdaj, moje osebno mnenje je, da je telesni vidik zelo pomemben, da lahko pridemo v stik sami s seboj in tudi, da dosežemo nek večji notranji mir in večje zadovoljstvo in večjo srečo v svojem življenju, če se res soočimo z vsemi vidiki, ki se dogajajo tudi v našem telesu, mislimi, čustvi in tako naprej. Če bežimo v stran od tega, bežimo v stran od nas samih oziroma od tega, kar se dogaja v nas. In je to zelo problematično, ker potem, če se to dogaja v kakšni duhovni skupnosti, če to potem kar naenkrat pustiš, potem si spet se moraš soočiti z vsem tem, in se nočeš s tem soočiti. Lahko greš v kakšno drugo odvisnost, lahko zbežiš kam drugam, kakšne druge substance. Obstajajo tudi kult hopping, je en tak izraz, kjer skvačajo ljudje iz enega kulta v drugega, ker jim meni všeč, pa drug ni všeč, pa tretji ni všeč. Ampak nikoli pa se nočeš zares soočiti sam s sabo in s tem, kar se dogaja v tebi. Pa mogoče predelati travme, Gusto. Ja, tega je dosti. Ker je toliko delavnic na voljo in greš palcem, pa vsak vikend greš na eno delavnico, ne? Se to je tak kult hopping na nek način. Ja, mogoče isto v terapevtskem svetu. Ja, ti eni všeč, ti drug ni všeč, ti tretji ni všeč, ti četrti ni všeč. V bistvu pa sam sebi nisi všeč. Ker se nočeš soočiti dosti krat samim sabo. Pa ne pravim, ogromno terapeutov je tudi lahko slabih, okay? To ne smemo pozabiti. Nisem tako, duhovnost, slaba terapija, v redu. Ne, tudi na terapevtskem področju je nujno potreben zakon, da lahko usposobljeni ljudje to izvajajo. Recimo. Tako. Ampak se mi zdi, da je ful veliki ta ironija ali pa konflikt se zgodi, ker ti dejansko hodiš nekam, kjer govoriš o tem, da vzpostavljaš stik s seboj, kjer govoriš o tem, da delaš na sebi. In v bistvu pol dojeti, da ti na ta način v resnici bežiš od sebe, to je tako triki, ne? Ker zdaj, če si odvisen od alkohola, slej ka prej se mi zdi, da si lahko dojameš, da bežim, ne soočam se s svojimi občutki. Ampak če pa ti recimo meditiraš cele dneve z namenom, da boš vzpostavil stik s seboj, pa ko resnici delaš glih obratno, mislim, se ful je težko razložiti, ampak to je tak, glih to, ko si tudi že omenil, ne, da je lahko glih duhovna zloraba ena najhujših, ne, ker je res, to je tako subtilno, to je toliko enih podzavestnih mehanizmov in to je res težko, no. Ja, pa gre za prepričanja, ne. Gre za popolno zaupanje mogoče tej skupnosti, tej osebi, da enostavno to, kar se dogaja v tej skupnosti, da je dobro zate in da ti napreduješ kot človek s tem, ko recimo cele dneve meditiraš, zato ker se to podpira v tej skupnosti. In je spet mogoče problem, a veš, včasih so sami, včasih je res sama vera oziroma sama duhovna prepričanja so lahko že po sebi mogoče v nekem kontekstu zlorabljajoča. Ker tukaj, recimo, tako si rekla, se mogoče podpira nenehno, da z meditacijo rešiš vse težave. Ampak da danes pravijo raziskave, da to ni res, da meditacija ni panacea oziroma zdravilo za vse in da ne moremo rešiti vseh težav, če samo meditiramo cele dneve, recimo. Zdaj, če gre za nek drug kontekst, če se ti odločiš, ne vem, postati zen menih in ogromno meditirati, ker bi želel doseči razsvetljenje, jaz to
v redu, ok. Ampak, a veš, ti ljudje se odločijo postati menihi. To je bolj poklic. Če pa ti hočeš živeti tukaj in zdaj v tem svetu, imeti neke normalne odnose, normalno funkcionirati, pa v bistvu se ne soočati z nekimi čustvi, s telesom, vse zanikati, odrivati stran in imaš ravno ta prepričanja, da bo meditacija vse rešila. To se pa meni zdi enostavno nauk oziroma neko učenje, ki je lahko problematično samo po sebi. In tu jaz mogoče vidim v tem probleme. Zdaj, tvoja raziskava je v bistvu mednarodna, ne? Ni samo omejena na Slovenijo. A lahko že si videl kakšno razlike med Slovenijo pa tujino, ali gre v bistvu vedno nekako za iste značilnosti pa dinamike, kar se tiče zlorab? Ali smo mogoče Slovenci v čem kaj bolj specifični? Meni se zdi, da Slovenci smo specifični v tem, da se premalo mogoče pogovarjamo o duhovni zlorabi in potem hitro gremo nekam, smo zelo hitro lahko navdušeni, wow, to je pa tako cool, tam pa se dogajajo te stvari, to mi bo pa prineslo neko večjo srečo, to pa delam te vaje, to pa delam te prakse, to je ful fajn, to pa me sprošča, ne vem. Tako, zdi se mi, da mogoče premalo kritično razmišljamo o določenih stvareh, kaj se lahko zgodi v kakšnih duhovnih skupnostih. In samo če primerjamo mogoče s partnerskim odnosom, preden jaz grem v zvezo, da se res vprašamo, kaj mogoče želimo dobiti od partnerstva, kdo sem jaz, kaj so moje želje, kaj so moje potrebe, kaj je moja identiteta, kaj bi si želel dobiti od tega. Recimo, to je zelo pomembno vprašanje, ker če se tega ne vprašamo in samo hočemo, da nas partner odreši in da je to in da premalo razmišljamo o tem, kdo smo sploh midva in kaj se tukaj dogaja in da premalo mogoče kritično razmišljam tudi o enih stvareh in da zatajim dostikrat sebe. Podobno je mogoče v kakšnih duhovnih skupnostih oziroma preden gremo nekam v te stvari, da se res začnemo spraševati, kaj se tukaj dogaja. A so ti ljudje, ki so v tej skupnosti, a so zadovoljni, a so srečni, da se malo začnemo pogovarjati z njimi, da malo vidimo, kdo pa je sploh nek vodja, če obstaja vodja. A se govori tudi mogoče o možnosti duhovnih zlorab, a znajo ljudje kritično razmišljati o sami tej skupnosti, ker to se meni zdi ena najpomembnejših značilnosti zdravih odnosov. Da se lahko midva pogovarjava, katere so težave mogoče v najinem odnosu in kako jih lahko skupaj rešiva. Zakaj to ni možno v duhovnih krogih? Ampak je ena zelo specifična stvar, zakaj, oziroma specifičen razlog, zakaj to ni možno. Zato, ker je ravno duhovni krog, ker je ravno duhovnost, ker je duhovnost absolutna. Ne moreš iti proti absolutu, ne moreš iti proti Bogu. Tako je. Tako je bilo in tako bo. Da se strinjaš, lahko pa greš. Ampak jaz mislim, da to ni okej. Jaz mislim, da tudi če obstaja neka duhovnost, če obstaja nek Bog, če obstaja Bog, nam je Bog dal tudi razum in kritično razmišljanje. In ni nam dal samo tako zaupanje, pa ja, vse je super, ne rabim, moram se samo prepustiti, ne? In zaupati. Ja. In to je ful problematično, ker čisto zaupanje te naredi v bistvu infantilnega oziroma otročjega. Ker če ti ne znaš tudi razmišljati s svojim umom in hkrati tudi zaupati, pol imaš samo zaupanje in to lahko dostikrat vodi do zlorab. Ker recimo, če dva gresta v nek odnos, pa mu ona čisto zaupa, ja, vse bo okej, pol pa jo kar naenkrat začne pretepati. Ampak vse ti zaupam, vse je imel slab dan. A veš, slab dan je imel, pa malo je pil, pa živčen je bil v službi. Vse mu zaupam, da ne bo več tega, ker je rekel, da ne bo. Pol pa da je spet.
Ja, ampak pa se je dober po srcu, sem to slabo značilnost ima, da me kdaj pretepe. Drugače je ful fajn, res. Zelo je fajn. Ti, zakaj dvomiš? Kaj je ta nasmeh? Res je fajn. No, in podobno je mogoče v duhovnih skupnostih. Jaz grem tja, ma dobro, sej moram dati ful velik del svoje plače njim. Ampak oni mi res dajo neko veselje notranje. Sicer dostikrat si ne morem privoščiti hrane, pa sem lačen. Ampak jaz doživljam nek mir, recimo. Itak je to bolj važno kot fizično. Ne, pa je to itak ego. Če se jaz jokam, ker sem lačen, je to moj ego. Ki ga moram premagati. Pa tak ne rabiš hrane. Ne rabim hrane. To je res. Prano. Ja, to je res. Tako da to na tak način. Meni se zdi, da je ful pomembno res tudi, če obstaja duhovnost, če obstaja duhovni krogi, da znamo tudi razmišljati svojo glavo in trezno in se znamo pogovarjati o teh stvarih in kritično razmišljati o teh stvarih in se tudi pogovarjati v skupnosti o teh stvarih in tudi, če obstaja nek vodja, da je pripravljen slišati, da je tudi kritiko oziroma da je pripravljen kaj tudi spremeniti. Ker če ni, je to zelo problematično. Ampak veliko ljudi idealizira svoje duhovne učitelje, guruje, zdravilce, kakorkoli, ne. In tudi čutijo neko močno strahospoštovanje do njih, oziroma tudi nekakih razčlovečijo, ne, ker so to že nekako polbogovi. Ja. Pa bi rekel, da je glih to strahospoštovanje, ki ga čutiš do nekoga, oziroma nek trenutek, ko mogoče tudi začutiš v telesu, da ko si v bližini te osebe, da nisi sproščen, da se ne moreš avtentično, iskreno izražati, da moraš skozi paziti, kaj boš rekel, kaj boš naredil, da ne bo kaj narobe. Da so to te že alarmi, rdeče zastavice, ko se je potrebno vprašati, a gre za nek zdrav odnos, ne? In seveda tudi to, kar si rekel, verjetno eno najbolj pogostih znakov duhovnih zlorab je glih ta, da ni dovoljeno izražati kritike, dvomov, nestrinjanja, da tvoje doživljanje, tvoji občutki niso upoštevani, slišani oziroma so celo negirani. Ja. Ja, zdi se mi, da je pomembno, da znamo govoriti o teh stvarih in še ena zelo pomembna stvar je, recimo, določene tradicionalne religije poudarjajo, da imajo kakšni duhovni mojstri, guruji, duhovniki, da govorijo v imenu Boga in da so lahko polbogovi, so lahko bogovi, a ne. In zdaj ne bi želel kritizirati res teh naukov, ampak meni se zdi to vseeno problematično, oziroma zdi se mi spet to zelo pomembno razumeti. Če imam jaz neke duhovne uvide, če res doživim absolut srečanje z Bogom, če postanem razsvetljen, da to ne pomeni, da sem jaz tudi v redu človek, ker sta to dve ločeni ravni. In eno je mogoče res ta materialna raven, eno pa je ta absolutna raven. In ljudje hitro zamenjajo to, mogoče, da če obstaja nek guru, ki res ima neke uvide, če vidiš, da ima eno sposobnost ali pa se počutiš z njim bolj mirno, da to ne pomeni, da bo znal v redu ravnati s tabo in da bo znal dobro učiti in da bo znal biti sočutna in prijazna oseba. To sta dve ločeni stvari, ki jih jaz v procesu pogovorov z različnimi ljudmi ugotavljam. In to se mi zdi taka stvar, o kateri se premalo govori. Ker, veš, podobno je mogoče v partnerskih odnosih. Jaz imam mogoče lahko izjemno dober spolni odnos z eno žensko, ampak to pomeni, kar pomeni, da je zelo lepo izkustvo bilo. Ampak to pomeni, da sva midva kompatibilna in da bova srečno do konca življenja? Ni nujno, a ne? Lahko si sam na eni ravni, ali veš, ker tudi v tradicionalnih, recimo spolni odnos je neka taka lahko tudi duhovna praksa, kjer doživljaš mogoče pač potem ena presežna izkustva in se zliješ z drugo osebo in doživiš to enost, a ne? Ampak to pomeni, da bova midva kompatibilna, to nujno ne pomeni tega.
In tu gre za podobno stvar. Jaz mogoče lahko grem v neko duhovno skupnost, kjer doživim mir, veselje, srečo, pomirjenost. Ampak to pomeni, da moram jaz ostati v tej duhovni skupnosti do konca življenja, da bom srečen, ni nujno. Ni nujno to. In je zelo podobno pri teh vidikih in ljudje hitro zamenjajo mogoče to, imam fajn izkustvo in sklep je, ta odnos je primeren zame. Ampak ta sklep je napačen. Ostanemo samo tukaj, imam fajn duhovno izkustvo. Ali pa imam fajn neko notranje izkustvo. In to je to. In ni nujno, da je ta odnos dober zame. Ali pa mi je dal zelo dobro izkustvo. Podobno je z temi nekimi nadnaravnimi sposobnostmi ali pa nekimi. Mogoče ima res nekdo neke talente, ne, s katerimi pol tudi dobijo ljudi, ki te prepričajo, ta je pa res duhovno bolj razvita, ne. Ampak meni osebno čisto vseeno, če nekdo zna leteti, lebdeti ali levitirati, če zna manifestirati, ne vem, nakit ali kaj je že saj baba manifestiral, verižice. Sicer se pol vprašaš, zakaj glih verižice, zakaj ne bi kaj bolj uporabnega, ampak okej. Ali pa živeti brez hrane. Ampak te nadnaravne sposobnosti ne opravičujejo, niti ne preprečujejo zlorab. Ja. Ja. Na tak način lahko mogoče hitro dobiš koga, da postane tvoj pripadnik. Pa jaz ne znam materializirati stvari. Dopuščam pa možnost, da mogoče kdo zna, čisto možno, ne vem, nisem še videl tega. Ampak dopuščam pa tudi možnost, da je vse en trik. In dostikrat je. In se mi zdi, da je to spet podobno. Ne? Jaz grem k nekomu, verižico mi je materializiral, to pomeni, da bo on moj duhovni učitelj. Ja, veš, verižico mi je takrat materializiral. Pa ne govorim zdaj o saj babi, ampak nasplošno, recimo, da pač nekdo, on pa zna levitirati. To pomeni, da ima višje duhovno stanje zavesti in on bo mi pokazal, kako jaz lahko imam boljši partnerski odnos. Čeprav ga on nima. Ja, on nima partnerja, ampak zato, ker je bolj razvit. Ja, bolj duhovno je razvit. In lahko mi pove, kako sem jaz lahko boljši do svojih otrok. Ki jih tudi mogoče nima sam. Ne, nima jih. Ampak zna pa levitirati. Ne, res, ima večja znanja, ima duhovna. A veš, to meni zelo pomaga. No, in to je spet napačen sklep, ne. Ne, jaz sam lahko grem do njega in mogoče me bo naučil levitirati. To pa je tudi vse. To je to. Mogoče se jaz lahko zelo fajn pogovarjam z neko žensko, ampak to nujno ne pomeni, da bo ona lahko fajn tudi moja žena. Ker mogoče se pogovarjava samo o eni specifični tematiki, v drugih stvarih pa nisva kompatibilna ali pa ne bom srečna. Ne? Tako da podobne stvari se tukaj mogoče dogajajo. Pa še to, tudi v tradicionalnih azijskih filozofsko-religijskih tradicijah se poudarja, tudi če ima nekdo nadnaravne sposobnosti, to so sidi, ne dajemo preveč poudarka na te stvari. Ker enostavno pač to je neka stvar, ki mogoče ima kdo, ali je levitacija, ali je materializacija stvari, ampak to je tudi vse. Ne dajemo poudarka prevelikega na te stvari, ker to ni bistvo. Bistvo je, kako doživeti notranji mir, srečo, zadovoljstvo, razsvetljenje, ljubezen. To je osnova. Ja. Ja, se tudi, če gledamo genije, Einstein, Nikola Tesla, so bili vsi geniji, so naredili neke velike stvari, ampak niso imeli pa odnosov, ne? Niso imeli pa tega znanja, kako vzpostaviti partnerski odnos. Ne? Tako da isto ne bi Einsteina pol vprašal, kako s partnerjem uredimo odnosa. Ne? Ja, nekako tak, ja. Čeprav mislim, da je on imel dost žensk. Ja, ampak to pomeni, da je bil pol uspešen. Ja. Če hočeš to, pa mogoče biti fizik, potem ga lahko vprašaš za nasvet. Če nočeš tega, pol najbolj, da ne. Ja. Prej sem se še spomnila na tantrične prakse, ki so tudi zelo popularne, oziroma, kako bi rekla, ogromno je tega, ne. Tle pa se mi zdi, da je sploh korak do spolne zlorabe lahko zelo tenki, sploh če govorimo o nekih masažah, recimo, kjer je direkt fizični stik. Ja. Torej,
Tantra je eno zelo tako mejno področje. Kaj pomeni tradicionalna tantra, to je čisto nekaj drugega kot to, kar se danes dogaja v svetu. Tradicionalna tantra izvira iz azijskih filozofsko-religijskih tradicij in človek potrebuje ogromno ene discipline, da sploh lahko obvlada te stvari, te prakse. In imamo strokovnjake za azijske filozofije, tudi v Sloveniji imamo strokovnjake za azijske filozofije in če koga zanima, kaj pomeni tantra, naj njih kontaktira. Tradicionalna tantra, izvorna tantra. To, kar pa se danes dogaja, bi pa jaz rekel, da tu ne gre za tantro, ampak gre dostikrat za erotično masažo. In tako sem razmišljal, mislim, jaz nisem bil na tej erotični masaži, ampak sem za finto sem napisal to v Google. Tantric masaž, porn, evo, to sem napisal, ker me je res zanimalo, kaj se dogaja. In večinoma dobiš posnetke, kjer so ženske in moški je pač ta, ki jih masira. In pol doživljajo ženske orgazme. In sem tako razmišljal, a bi lahko rekli, da je tantrična sodobna praksa, ta erotična masaža, na nek način moška prostitucija. Ker ti greš recimo na tantrično masažo in pač te potem ta tantrični maser erotično zadovoljuje. A ni to podobno kot pri moških, ki grejo do prostitutke in jih pač ona spolno zadovolji. In plačaš za to, ne? Tako da jaz bi tu mogoče res na tak način o tem razmišljal. Je pa še ena zelo pomembna stvar. Verjamem, da je ogromno ljudi lahko zelo zaprtih na tej eni telesni ravni, na tej eni tudi spolni, seksualni ravni. In v svetu danes obstaja tudi seksualna terapija, tudi mislim, da v Sloveniji, čeprav se ne spoznam tako na te stvari, ampak mogoče, če je kakšna ženska ali pa kakšen moški, ki pač si reče, jaz vem, da sem zelo nesproščen v spolnih odnosih, mogoče s svojimi spolnimi partnerji, rad bi želel iti do nekoga, ki bi me naučil, kako lahko pridem bolj v stik s svojim telesom, s svojimi spolnimi občutki, da lahko doživim mogoče sploh orgazem, ker nikoli ga mogoče še nisem doživela, recimo. In ja, mogoče, če greš z tega namena do nekega tantričnega, erotičnega maserja, da se tam naučiš teh stvari, spoznavati tudi bolj svoje telo, je to lahko čisto jaz ne vidim v tem nobenega problema. Če pa ti greš da bi doživeli razsvetljenje, to pa se mi zdi, da se ne bo zgodilo. Lahko doživiš z erotičnimi dražljaji in orgazmom. Mislim, to je, tradicionalno je orgazem zelo močna stvar in presežeš sebe, ko to doživiš, ampak to je pa tudi, lahko imaš ta duhovni uvid, ampak to je pa tudi vse. To ne pomeni, da bo zdaj to tvoj guru, samo zato, ker ti zna povzročiti orgazem. In to je definitivno lahko problem. Druga stvar pa je, če greš ti na tantrično masažo in misliš, da ne bo šlo do nekih skrajnosti, potem pa ne moreš reči ne, to pa sva se že prej pogovarjala. Da recimo gre mogoče maser še bolj dol in začne neke stvari početi in tvoje telo zamrzne in ne moreš reči ne in se ne moreš opreti, ali pa tudi če rečeš, ali pa se ti enostavno telo začne tako vzburjati, ker to se dostikrat dogaja. Sploh tudi pri posilstvih, pri spolnih zlorabah. Lahko se ti telo začne vzburjati, čeprav nočeš tega na razumski ravni, ampak telesu pašejo te stvari. In potem mogoče kasneje, potem, ko si doživel to erotično masažo, se počutiš lahko krivo, gnusno, te je sram, si pa mogoče doživel orgazem. In to je tudi definicija spolne zlorabe. To je definitivno spolna zloraba in take stvari bi morale biti prepovedane. Sploh, zato ker tudi tisti, ko mogoče izvajajo te stvari, bi se morali zavedati samo zato, če mogoče reče kdo ali pa ali pa v redu, lahko se še to zgodi, ali pa da je tiho. To ne pomeni, da se s tem strinja, Dajmo se pogovarjati o teh stvarih, ko ni že trenutek masaže.
ko se midva tako pogovarjava ob mizi, ali pa da mi poveš po mailu, ko razmisliš sama, ali hočeš to ali ne, v miru, pa brez kakšnega koli pritiska. Ker je to ta psihološka, duhovna zloraba, kjer lahko nekdo zmanipulira s tabo. Recimo, da misliš, da ti je to okej, pa ti ni. Ne? In iz tega lahko pride velikega sovraštva do lastnega telesa, sploh če te telo nek način izdalo, ne? Kar pa vodi spet v številne motnje, takšne in drugačne, tudi prehranske. Ja. Se pravi, vsi, ki delajo z ljudmi, sploh z ranljivimi, sploh z ljudmi v stiski, bi se torej mogli zelo dobro izobraževati, glede tega, da ne prestopijo mej in nezavedno začnejo zlorabljati druge. Kako problematično se tudi zdi, da nekdo, ki dela z ljudmi, jih poučuje, zdravi, da sam nima nobene supervizije, da sam nima nikogar, komor bi hodil, da bi mu pomagal nekako prepoznavati lastne nezavedne procese. Ne? Ker dokler si ti človek, ki hodi po zemlji, imaš tudi nezavedno v sebi. In če je nezavedno, pomeni, da se ga ne zavedaš sam. Ne? Ja, v terapevtskem svetu se mi to zdi čisto normalno. Če ne znaš kaj stvari, oziroma itak je zelo pomembno, da si sam vključen v svoj terapevtski proces kot terapeut. Hkrati pa je nujno tudi, da imaš supervizijo. Vsaj v procesu izobraževanja pa jaz pravim, da oboje je tudi potrebno tudi kasneje. In lastna terapija in supervizija, brez tega ne gre. Zdaj pa pridemo na duhovno področje. A ti praviš, da jaz, kot tvoj guru, ki imam duhovno sposobnost in modrost, da jaz rabim nekaj supervizijo? Kaj je s tabo? Jaz sem supervizija. Jaz sem supervizija, jaz sem Bog. Ne moreš iti proti temu. In je tu lahko ta jaz mislim, da če si nek duhovni voditelj, vodja, duhovnik, da se moraš nenehno tudi izobraževati, da moraš nenehno tudi se razvijati kot človek, da se treba pogovarjati z ljudmi, da je treba razmišljati kritično o svojem delu, o svojih praksah. In če to pomeni, da ne boš več imel učencev, je to okej. Ker zdrav odnos, ali je to duhovni, ali je to partnerski, družinski, je ta, v katerem se lahko odkrito pogovarjamo o stvareh in smo slišani in razumljeni. In če tega ni, to dostikrat ni zdrav odnos. Je pa lahko ta problem, da tudi, če sem slišan in razumljen, če vsaj povem svoje potrebe in želje v neki duhovni skupnosti, me lahko označijo, to je tvoj ego. Ti ne razumeš. In to je ta problem v duhovnih krogih dostikrat, proti kateremu ne moremo iti. Edini način je, da je oseba toliko samoreflektivna, da vidi, to se pa v moji skupnosti res dogaja in se moram vprašati, da sem jaz pomirjena glede tega, ali pa pomirjen glede tega, ali nisem. Ali če dalje bolj trpim. Če dalje bolj trpim, potem je mogoče v redu, da nisem več tukaj noter. Pa če imaš vedno več težav, ali tudi fizičnih, pa ljudje zbolijo, ogromno je pa kar naenkrat bolezni, čeprav si tam zaradi tega, da si naj bi bil zaščiten pred vsem slabim. Ne? Ampak da je realno, poglej, v kakšnih stanjih. Ne? Ja. Ljudje se ločujejo, imajo raka, kar naenkrat. Težave z otroci in tako naprej. Ne? Čisto realno pogledati. Ja. Koliko ene stiske se nabira v teh ljudeh in v teh telesih, ki so sam konstantno bežimo pred tem oziroma jih odmikamo v stran. Mogoče pa še jaz iz svojih izkušenj povedala par stvari, ki sem jih recimo opazila v takih skupinah, da so normalno sprejete. Ena stvar je še poniževanje, recimo je normalno razvrednotenje občutkov, kakor sva že tudi danes večkrat govorila. Te izjemno rigidni in črno-beli pogledi, se pravi črno-bela navodila za življenje. To je v redu, to ni v redu.
to je, to ni nič prilagajanja vsakemu posamezniku in potrebam, ampak je samo, pravila so zelo jasna, ne. Tako, če govorimo čisto, ne vem, o hrani, ta hrana ja, ta ne. Alkohol ne, kava ne, to ne. Ni nič ono, kaj pa, se pravi, ne upošteva se posameznika. Zanimivo je še to, da velja popolna prepoved izražanja določenih čustev. Zelo omejen spekter čustev je dovoljen in zaželjen. Vsi ostali so nekako kaznovani. In tle je tudi, v bistvu, kar sem jaz opazila, da je dovoljeno, je samo hvaležnost, ljubezen, veselje. Se pravi, neka čustva, ki so zelo prijetna, ki nikogar ne ogrožajo, ki ne bojo sprožila nobenih močnih občutkov pri recimo neki duhovni avtoriteti. In tle že takoj vidimo, za kakšno čustveno zrelost se gre, ne. Bog ne daj kakšna čustva, ki so bolj, bom rekla, močna, intenzivna. Tudi jeza je prepovedana, pa čeprav je jeza v resnici zdravo čustvo, potrebno čustvo, ki tudi gradi naše odnose, ki ga tudi jih ureja. Tudi jeza recimo ni. Je nekaj slabega, tega se to moraš razgraditi. Pejti meditirati in razgraditi to jezo, ne. Ker se vidi, da sploh ni razumevanja, kaj je smisel jeze, zakaj jo imamo ljudje. Se pravi, samo hvalospevi do učitelja so nagrajeni in zaželjeni. Se pravi, tukaj, kakor sva že danes rekla, ni prostora za kritiko, za dvom, ker v tem primeru sledijo sankcije. Boš kaznovan. Vemo, ne, da je ena najhujših kazni za ljudi je, če si izključen iz neke skupine, ne. Tudi vemo, kaj so delali raziskave na opicah, da je to najhujša kazen, ki jo lahko nekdo doživi. Ker če boš pa delal tako, kakor avtoriteta govori, ti bo pa šlo dobro, te bo življenje nagradilo. Kozmos, duhovni vodniki, kakorkoli že. Če pa ne, boš pa zbolel, kaznovan boš, tvoji bližnji bojo imeli težave, na tabo se bo skratka zgrnila sama nesreča. Se pravi, tle vidimo, da temeljijo stvari na ogromno ustrahovanju, ne. In dejansko, po mojem mnenju, se mi zdi, da je recimo stanje zelo podobno, kot je bilo v cerkvi, ne vem, 100 let nazaj, ali pa tudi, če gremo srednji vek. Včasih gledam kakšne serije ali pa filme iz srednjega veka, kjer se vidi, kakšno vlogo je imelo takrat krščanstvo, ne. Glih zadnjič sem gledala, ne vem, kaj je bilo, Bela princesa, tudi iz Henrik pa Elizabeta iz Anglije, ne. To je bil srednji vek. In je tudi od tega Henrika mama je recimo ubila ne vem koliko ljudi in si takrat govorila, ne, lej, Bog mi je rekel, da lahko, a ne. In jaz mislim, da tudi v tem sodobnem svetu, v tej sodobni duhovnosti ali pa v New Age duhovnosti, kakor poimenujemo radi, da gre za neko medgeneracijsko ali travmo oziroma nek vzorec, ki se v različnih generacijah sam preobleče v neko bolj sodobno obliko, ampak v svojem bistvu je pa lahko enaka. In se pravim, jaz, ko lahko gledam stvari srednjega veka, pa to, kar sem jaz doživela zdaj v tem času, saj ni velike razlike. Se ti je kaj porajalo ob tem? Ja, ne, hvala, da si povedala to svoje izkušnje. Ja, v bistvu je to lahko zelo velik problem, ja. Ampak, a veš, se mi je pa porodila še ena stvar oziroma misel, da imamo tudi v redu duhovne skupnosti oziroma so take, v katerih ni vse tako rigidno, ne. Tako kot obstajajo odnosi, partnerski, družinski odnosi, kjer ni vse tako rigidno, da lahko govorimo o teh stvareh, da smo naslišani, da niso ena čustva prepovedana, tako kot si rekla, ne, ampak da lahko izrazimo vse. Tako tudi se mi zdi, da vsaj jaz, koliko spremljam, da mogoče v kakšnih krogih, tudi duhovnih krogih, da se več govori o teh stvarih in da se bolj upošteva te stvari, no. Na kaj je treba tudi paziti, da ljudje niso duhovno zlorabljeni in da se mora njihova stiska upoštevati, če jo doživljajo, in da je zelo pomembno tudi, da razumemo eno stvar, da enostavno vsaka duhovna pot ni za vsakogar.
Zato, ker imamo ogromno religij na svetu, ogromno duhovnih tradicij, tudi v preteklosti so bile, tudi danes so. In da je čisto okej, če kdaj čutimo, da mogoče nekaj ni za nas, da gremo ven ali pa da se umaknemo, tako kot mogoče pri partnerskih odnosih, če čutimo, da nekdo ni za nas okej, da obstaja še mogoče 6 ali koliko milijarde ljudi, 7, da obstaja še 3,5 milijard potencialnih partnerjev. Eni so otroci, ampak ne tisti. Pač, skratka, dosti ljudi je še, ne? Ni samo ta oseba. Tako da to. Je pa definitivno zelo problematično iti včasih, ker tako si rekla, če si izključen, tela strah, kako boš preživel, sploh če imaš tam vse ljudi, ki so ti poznani in domači. Ne moreš biti kar sama, ne? In če si ogromno dal financo to, če mogoče tudi živiš nekje skupaj z njimi, z neko skupnostjo, kako sploh politi stran? Ne moreš, ne? Mislim, zelo težko je. Zato se mi zdi zelo pomembno, da bi obstajali tudi mogoče da bi obstajali kakšni mehanizmi za ene take ljudi, ki vejo, da so absolutno popolnoma odvisni od te skupnosti, da lahko gredo nekam drugam in se zanesejo na nekoga in jim pomaga priti skozi ta proces, kako iti ven iz teh stvari, recimo. Pa da tudi strokovni delavci razumejo te stvari bolj, a ne? Tudi recimo na centri za socialno delo ali pa kaj. Če mogoče si socialni delavec in ti pride en in ti reče, jaz pa živim v kultu in doživljam ogromno zlorabe, tudi spolne zlorabe, ampak tam je moje finance, moja hiša, moji otroci, moj partner, kaj naredim? Ja, to se mi zdi, pa da policija tudi to upošteva, da se ne takoj obtoži žrtve, oziroma da se ne takoj okrivi tebe. Ja, kaj pa si tam not? Pejdi ven. Kaj si pa naiven? Ja, kaj si pa naiven. Zdaj, danes sva res govorila o glavnem o zlorabah, to je bil tudi smisel tega podcasta, ampak da je mogoče bo to izpadlo nekako, da sva proti duhovnosti ali pa da sama po sebi ni okej, ne? In to bi rada tle poudarila, da nikakor ni to smisel duhovnosti, je seveda izjemno pomembno področje človeškega življenja, pa nam mogoče lahko še kaj poveš, kako si povrniti potem vero v duhovnost, če si bil zlorabljen, ali pa, če pa nisi, pa kako pristopati do duhovnosti, ne, da jo boš uporabljal, ne pa zlorabljal. Ja, skratka, to, kar sem že povedal na začetku. Zdaj, meni je ta tematika nasploh študij, recimo religiji, duhovnosti, duhovnih tradicij, to je meni zelo ljubo, ne? In mogoče se ravno zaradi tega ukvarjam s tem, zato ker vem, da dosti ljudi je mogoče zlorabljenih na tem področju in trpijo zaradi tega, ker doživijo ene hude stvari. In zato sem se tudi odločil v sklopu doktorata, kako jim jaz lahko pomagam, da malo bolj razumejo te stvari, ta doživljanja, te pretekle izkušnje in da predelajo tudi ene travme glede tega. Ne? Pomembno je, da če nekdo vidi, da doživlja te stvari, da lahko se pogovarja z nekom izven te skupnosti in da malo vse skupaj osmisli. Ali je to mogoče tudi terapija, se ne rabiš nujno povedati ljudem v skupnosti, da si poiskal pomoč tudi kje druge izven nje. Ne? Zdaj, če pa je kdo že šel ven, terapija je definitivno lahko fajn stvar. Je pa res, tako kot sem rekel, težava včasih tudi zaupati kakšnim terapeutom ali pa drugim avtoritetam, da ti bodo lahko pomagali na tej poti. Zato, ker si bil zlorabljen od duhovne avtoritete. Ne. Terapeutom pa se v današnjem času tudi dostikrat reče sekularni duhovniki. Ja, ker se pogovarjaš o temah, ki imajo nek smisel, ne, življenjski recimo tudi. Tako da je to zelo problematično, da kdaj zaupati potem tudi terapeutu. Ampak okej,
zelo je pomembno, da se začnemo zavedati teh stvari, da malo začnemo kritično razmišljati, da pridemo bolj v stik s temi občutki in s telesom, da začnemo ugotavljati, kdo sem jaz kot identiteta, kdo sem jaz kot človek brez te skupnosti, če gre za partnerske zlorabe, kdo sem jaz brez tega partnerja, ne? Kaj so moje želje, kaj so moje potrebe, kaj so moje čustva, kaj vse pride na dan, a ne. In ja, fajn je, da imaš nekoga, s kom lahko to vse skupaj procesiraš, da imaš neko podporo, da imaš nek podporni krog ljudi. To je zelo pomembno, da se lahko skupaj pogovarjate o teh stvarih, recimo, če greš skupaj ven iz te skupnosti, da itak lahko, a ne, vsa prida jeza, bes, gnev, gnus, sram, krivda, jok, žalost, vse, da lahko pride ven, da lahko vse to daš. Da razumeš tudi, da je en proces žalovanja tu potreben, zato ker mogoče se ti zdi, da si izgubil ogromno enih let svojega življenja za nekaj, v kar si bil 100% prepričan, da je dobro zate, in potem si ugotovil, da pa ni. In ta proces žalovanja je zelo boleč in težek in žalosten, ampak je tudi to pomembno. In da se zavedamo, da ni vse izgubljeno, da je ogromno še lahko pred nami in da smo lahko zelo ponosni na se, da smo ugotovili, da se tukaj nekaj narobe dogaja in da smo šli ven, ali pa vsaj, da si želimo iti ven, že to je zelo velik korak. Podobno velja za kakšne destruktivne partnerske odnose, ne? Da vsaj začnem razmišljati o tem in predelovati ene stvari in da si upam začeti govoriti o tem s kom drugim, ker to je prvi znak, da obstaja možnost za rešitev in za neko določeno spremembo, ki mi bo prinesla več miru in večje zadovoljstvo. To, recimo, in da preverimo, seveda, tako, kaj smo se midva pogovarjala, kako se jaz počutim v tej skupnosti, kaj mi pravi intuicija in kaj mi pravi razum, ne? Kako se jaz počutim s tem človekom, čeprav mi pravijo, da je vse super in dobro zame, ali se moje srce s tem strinja, ali jaz čutim notranjo bolečino, čeprav mi vsi okrog mene govorijo, da je to zelo dobro zame. Ker je to ta razkol. In včasih je dobro poslušati tudi to srce in te občutke in intuicijo in začeti malo kritično razmišljati o stvarih, ker mogoče ni vse res, kar mi pravijo drugi, da je dobro zame. Recimo, to so ene take stvari, no, ampak vse so še tudi druge. Ja, jaz bi tle mogoče sem še dodala, če si svoje osebne izkušnje, ne, če imaš recimo duševne stiske, da vidiš, da so vedno večje, da res je vredno poiskati pomoč, ne, ker, kako sva že prej govorila, nekih hudih duševnih stisk z meditacijo, mislim, da je zelo težko rešiti, oziroma se lahko samo še poglablja. In tudi jaz sem rabila ogromno časa, da sem dojela, da nekaj ni v redu in da rabim poiskati pomoč. Ampak mislim, da je bilo to eno najboljših dejanj, ki sem jih naredila sama za sebe. Tako da, če si iz sebe bi še to svetovala. Hkrati pa ja, kakor sem tudi že poudarila, zdaj, duhovnost je tudi pomemben del sense, tako da nikakor ne nočem tle, da deluje, kot da zmanjšujemo ali pa pomanjšujemo ali pa zavračamo duhovnost, ampak se mi zdi, da smo tudi odgovorni, glede na to, da je duhovnost del sense, da tudi opozarjamo na zlorabe, ker tisti pozitivni vidiki so že vsem znani, ne? Negativne pa nekako se nočemo z njimi preveč ukvarjati. In ja, duhovnost sama po sebi je dobra, pač ljudje smo tisti, ne, ki naredimo neka slaba dejanja lahko iz nekih čisto v redu stvari. Imaš še kakšno misel za konec? Ja, sem to na koncu, ne, ko si rekla, duhovnost sama po sebi je lahko v redu, se strinjam s tem, ampak včasih pa mogoče kakšni res duhovni nauki so tudi sami po sebi lahko zelo slabe in destruktivni. Recimo sploh, če ti reče nekdo, tako si rekla, ne, meditacija bo rešila vse tvoje probleme. Vse. Finančne, partnerske, družinske, materialne, vse. A ne, pač to ni res. Tako da, to je recimo taka stvar, ne. Pa je recimo duhovni nauk. Ampak ja, zdaj misel pa zadnja pa je to, da mogoče ja, da obstaja rešitev, ne, da tudi če se mogoče kdo najde v tem, o čemer smo danes govorila, da ni vse brezupno, da tudi midva v bistvu sva doživela podobne stvari na nek način
in da se lahko danes odkrito pogovarjamo o teh stvarih in da se da priti čez to in da se da najti rešitev in da je treba govoriti o teh stvarih in da se marsikaj da urediti, samo upati si je mogoče treba, če vidimo, da smo v nekih takih odnosih. Upati si je treba mogoče začeti razmišljati, kako bi lahko naredili spremembo, da bi se mi počutili boljše. In da je razum pomemben. Da ne rabiš vedno samo zaupati, ampak da lahko razmišljaš tudi svojo glavo. To je zelo pomembno. In zaupaš svoji intuiciji, kaj ti pravi. To je izjemnega pomena. Tako da to jaz mogoče bi s tem končal. Hvala, Zmago, da raziskuješ to pomembno področje. Jaz ti želim še veliko poguma in inspiracije v tvojemu raziskovanju. Glede na to, da je to dosti kompleksno in obsežno področje, pa mogoče lahko še kdaj nadaljujemo pogovor. Tle apeliram tudi na vas poslušalce, če vas ta tema zanima, če se vam zdi koristna, lahko komentirate ali na YouTubeu ali pa na Facebooku ali kjerkoli nas najdete in nam tudi date feedback, kakšne vsebine si želite poslušati. Jaz bi pa sam še zaključila z eno mislijo, ki je povzeta iz enega našega članka. Gre pa takole. Ne zanima me, kako duhovni ste, kolikokrat dnevno meditirate, koliko delavnic ste obiskali, kako dobro potujete po astralu, koliko kristalov posedujete, kako čista je vaša prehrana. Kar me zares zanima je, kakšen človek ste. Ali lahko kljub nelagodju sedete k nekomu, ki je v bolečini? Ali lahko sedite s svojimi čustvi? Ali z mojimi, brez da bi jih poskušali popraviti ali deliti nasvete? Želim vedeti, kako prisotni ste lahko v svojih zemeljskih odnosih. Zanima me, ali lahko občasno stopite iz svojega prestola, poljubite zemljo in pustite, da se vam umažejo roke in noge, se sprostite in se pridružite našemu plesu, plesu življenja.